Reševanje strahu s pomočjo vprašanj. Kadarkoli nas v narekovaju napadajo črne misli, malodušje, tesnoba, kadar nas oblije strah, takrat se lahko s pomočjo teh vprašanj preprosto osvobodimo vse tesnobe, vseh črnih misli in vsega strahu. Vsakič, ko se nam pojavi v narekovaju problem, ko nas je strah, je potrebno to rešiti in ne potiskati ter se vrteti okoli tega ter postati tako žrtev in se smiliti sami sebi. Vedimo, da vedno, kadar imamo ta problem, takrat imamo vedno dve izbiri. Lahko le obupujemo ter se smilimo sami sebi, ali pa se odločimo sprejeti ta problem ter ga poskušati rešiti. Ko nam je tako težko, ko ne vidimo izhoda, potrebujemo nekaj, da nas dvigne iznad teh črnih misli. Nekaj, da nam ponovno dvigne našo vibracijo. Takrat se spomnimo tehnike postavljanja vprašanj. Ta tehnika je tako enostavna in presenečeni bomo, ko bomo videli, kako zelo je lahko učinkovita. Kaj nam je potrebno storiti? V trenutku, ko nas prevzamejo te negativne misli, te črne misli in ta strah, sebi in temu strahu v sebi postavimo 3 vprašanja. Kdo si ti? Kaj želiš od mene? Kdo te je poslal? Kdo si ti? Kaj želiš od mene? Kdo te je poslal? Odgovorimo si zdaj na ta 3 vprašanja. Na takšen način te svoje slabe in negativne misli smatramo kot negativno energijo, ki nam je dana od zunaj. Ne poistovetimo se s tem, ne pustimo, da te misli pridejo v fazo, da jih občutimo, da občutimo to razpoloženje. Takoj, ko te naše črne misli izgubijo svojo moč, se začnejo manjšati in nazadnje izginejo. Ta 3 vprašanja imejmo vedno pripravljena v svojem umu, saj z njimi lahko nevtraliziramo vsako še tako črno misel, takoj, ko se pojavi.
Kadarkoli se v naši duši počutimo slabo, ne dopustimo, da obupujemo ter se smilimo sami sebi, temveč le uporabimo tehniko postavljanja teh 3 vprašanj. Kdo si ti? Kaj želiš od mene? Kdo te je poslal? Lahko se pa tudi naprej še sprašujemo, kdo je tisti, ki potrebuje mojo bolečino? Kdo potrebuje moj strah? Komu je pravzaprav hrana ta moja bolečina, vse to moje trpljenje in vsi ti občutki tesnobe? Kdo je tisti, ki potrebuje mojo bolečino? Kdo potrebuje moj strah? Komu je pravzaprav hrana ta moja bolečina, vse to moje trpljenje in vsi ti občutki tesnobe? Vsi ti odgovori pa nam lahko prinesejo veliko olajšanje. Zakaj jih ne bi preizkusili v situaciji, ko nas v narekovaju napadajo črne misli strahu?